18. vzporedni. Kot rečeno, Boštjana Anžina smo poklicali v Beograd. Boštjan, živjo. Lepo zdrav, živjo. Boštjan kaže, da v Srbiji že 4 leta zdaj potekajo protesti, ampak najbolj odgovornim institucijam za novosadsko tragedijo nekako se mi zdi, da ne pridejo do živega. Študentje in ostali protestniki se sicer selijo od mesta do mesta, tudi ti z njimi. Vsak dan ob 11:52 Srbija obmolkne za 1/4 ure, ampak zahtev nihče ne upošteva. Ja, sicer moram reči, da kljub temu se nekaj spreminja. Ne? Zdaj, glede zahtev, recimo ta glavna po objavi vse dokumentacije, ne, pač se še vedno čaka popolna dokumentacija. Ves čas spremljajo te objave recimo na fakulteti za arhitekturo in potem opozarjajo, kaj manjka. Ne? Predvsem zdaj manjka, kdo vse so bili podizvajalci, kako je krožil ta denar, potem nedoslednosti glede, kdaj so bila izdala dovoljenja, uporabnega recimo ni bilo nikoli. Ne? Tako da glede kaznovanja recimo vseh, ki so napadali, potekajo postopke, se pravi, ki so napadali študente in protestnike, ampak zdaj samo potekajo proti tistim, ki so jih študenti in profesori tudi prepoznali. Ne? Problem je, da jih je bilo še več, proti katerim pa pač ni bila sprožena nobena preiskava, da bi jih kdorkoli iskal. Tako da ta teden recimo so pogovori glede sprememb zakona o visokem šolstvu potekali, med drugim študenti kot 4. zahtevo zahtevajo več denarja. Tako da se ves čas nekaj malega dogaja, ne, ampak je pa res, da po drugi strani že tedne poslušamo, da je vse izpolnjeno, ne, potem pa gledamo to dopolnjevanje malo, ne, ves čas tukaj še nekaj dodajajo, drugje nekaj dodajajo. Skratka, in ena tistih glavnih zamer v bistvu, ne, ki pa ostajajo ob vsem tem, je pa, da vsem nas in javnost in Srbe obvešča Vučić, ne, torej predsednik, ker študenti pač pravijo, da se z njim v bistvu nimajo kaj pogovarjati, ker so za to pristojne institucije in da naj se predsednik vrne tja, kjer bi moral biti po ustavi in zakonih, ne pa da je on tisti, ki v bistvu ve vse, usmerja preiskave, tožilstvo, ne vem, na novinarskih konferencah predstavlja fascikle z dokumenti. Ne. Na drugi strani pa seveda kup kritik na račun teh institucij, recimo tožilstvo, ki naj bi preiskovalo morebitno korupcijo, ki se je sicer zdaj začelo ukvarjati s tem primerom, ampak se marsikdo sprašuje, zakaj se ni že takrat, ko se je videlo, da se je recimo cena te obnove za 5-krat povišala, ne, da bi morali že takrat v bistvu zazvoniti vsi alarmi. In seveda ta problem, ki ga ima oblast tukaj, je, da je to študentsko gibanje medtem postalo družbeno gibanje, kjer je pa zahtev še veliko več, ne? In ena glavnih je recimo, da se mora ta oblast zaradi korupcije in tako naprej posloviti, čeprav smo potem tukaj pred vprašanjem, kako naprej, ne? Ker tudi opozicija ni priljubljena, tudi tem ne zaupajo, ali bi bile to neke volitve, če bi bile volitve, po kakšnih pogojih, ker tukaj ves čas opozicija trdi, da so nepravični pogoji, da se krade glasove, da se uvaža volivce in tako naprej. Skratka, nek dolg proces v vsakem primeru pred nami, ki bi lahko pripeljal do nekih novih volitev. No, predsednik zaenkrat vztraja, še vedno imamo, kot si rekel, vsak dan, v bistvu včeraj bil recimo spet en zelo velik protest v Beogradu, v Kraljevu se dogaja, v Nišu se pripravljajo na ta veliki protest, ni miru, v bistvu je ves čas Vučić ponavadi, ne, jaz sem tukaj zdaj že kar lep čas, veliko protestov sem spremljal in je v bistvu se na koncu vse to na nek način izčrpalo, samo treba je bilo malo spustiti, ne, zdaj pa prav nič ne kaže, da bi se stvar prav hitro končala, tako da študenti zahtevajo pri svojih zahtevah in njihovi podporniki pač menijo, da če bo enkrat razkrita vsa ta dokumentacija o tej obnovi železniške postaje, del, vemo, je tudi v bistvu tajna, zaradi tega, ker gre za dogovor s kitajskimi izvajalci, tam ni bilo javnih razpisov, ampak je bila to neka meddržavna pogodba, da če bomo kdaj prišli do vseh podrobnosti, da to zagotovo ne bo dobro za oblast, ne, in da bo zagotovo se, če ne drugega, videlo, da so bili recimo podizvajalci podjetja, ki so blizu tej oblasti, celo sorodstvene vezi in tako naprej. Tako da, ni konca in na drugi strani imamo seveda pa
Kako? Pravim, poslušamo tvoja redna poročila in je nam vse bolj tudi jasno, da se je sindrom vsi so isti naselil tudi med srbske volivce. Ampak jaz sem mislil še nekaj poudariti, Boštjan, malo posredno povezano s tem, kar govoriva zdajle. Verjetno sam veš, da jaz niti podrazno nimam rad opravka s kakšnimi Facebooki, ampak sodelavka Anja mi je namignila, da se je imel cele kolobocije pri dvodnevnem najetju stanovanja preko Bookinga. Menda so Srbi tudi v Nišu bo kmalu velik protest, kjer boš tudi ti ga seveda spremljal, da so v Nišu postali tako podjetni, da že javne upore uporabljajo v smislu pospeševanja turizma. Ja, tako nekako, no, to je v bistvu ena taka zgodba, ki jo sicer ne doživiš večkrat lahko, no, ni zdaj nekaj ekstremnega, ampak ni še eno pač mesto, ker ni ravno veliko sob, hotelov in tako naprej in v bistvu jaz preventivno te stvari poskušam vedno vnaprej, tudi v primeru, da se bomo kasneje premislili, ne, recimo pa da ne bi bilo tam protesta, rezervirati tako, da imaš to možnost odpovedi, no in to sem zdaj spet počel, dobil neko sobo zadnjo takrat za 185 €, na kar sem takoj dobil klic. Kako? Za 2 dni 185 €, ne? Za tako, 2 nočitvi 185 €. Ker je že cena ker v Nišu večja kot v New Yorku. Ja, ampak problem je bil, ker je potem, ne, jaz sem rezerviral z možnostjo odpovedi, ampak me je takoj zatem klical lastnik, da moram nekaj nakazati, ker da tisti nakazal nekaj bo to dobil, ne, in potem seveda vprašanje je, koliko ljudi ima pa to sobo zdaj za isti termin rezervirano, ne, in potem sporočilo, da pač tega nisem naredil in ne odpovem rezervacijo, jaz to naredim z enim ogorčenim pismom Bookingu, ne, in se ta ista soba takoj čez 5 minut pojavi za ne 185, ampak 360 €, naslednji dan je bila že 450 €, tako da imamo pa tudi sobe za 1000 € in več, ne, zdaj tukaj dobivam različna sporočila od tega, da so lastniki člani vladajoče stranke, ki pač nočejo oddajati tega tistim, ki bojo prišli na. Ampak mene v bistvu to ne zanima, ne? Mene zanima samo ta platforma, na kateri jaz rezerviram in mislim, da smo upravili s tem lastnikom, ker zdaj nenadoma nima več prostih sob za celo leto, tako da očitno ne bo, ne? Ampak kot že rečeno, no, to se dogaja predvsem v teh manjših mestih, ne, v večjih, Beograd, Novi Sad, to ni problem in zdaj so se tudi v Nišu zelo dobro organizirali, v bistvu takoj so bile tudi meni ponujene brezplačne nočitve v zasebnih hišah, ker niso študenti tisti, ki spijo, ne, po hotelih pač spimo novinarji, spijo tisti, ki pridejo iz vse Srbije, recimo na zadnje v Kragujevci so bili to Srbi, ki sicer živijo v Avstriji pa v Nemčiji in so si pač nekak protest poskušali združiti skupaj s turizmom in če že govoriva o tem, ne, jaz imam že tudi rezervirano sobo in da se vrnem, ne, sem dobil potem še mnogo ugodnejšo, mimo grede, ne, imam pa že recimo rezervirano tudi za 11. julij v Srebrenici, ne, ker tam je pa sploh velik problem, to bo 30. obletnica genocida. In že iz izkušenj iz preteklih let vem, da je tam res zelo slaba ponudba, tako da poskušaš dobiti nekaj, kar je 20 km od dogodka, zato da lahko potem tisto jutro porabiš samo, ne vem, 4 ure, da prideš tja, ker je ogromna gneča, ker če se ti zdaj namestiš še nekje dlje, je to potem problem, pa treba je pošiljati potem stvari, delaš od jutra do večera, v bistvu rabiš neko fiksno internetno povezavo, da lahko te stvari spraviš, ker ponavadi v teh protestih vse skupaj pade dol, tako da ogromno ene organizacije v bistvu za tiste potem minuto in pol ali pa kaj več, ne. V glavnem sva lepo povedala, da najemodajalci pa hitro zavohajo, da bo kakšen večji naval ljudi. No, ampak sicer takole iz Slovenije, ne, Boštjan, je videti, kot da se samo v Srbiji dogaja ulica, ti pa si mi omenil tudi Črnogoro, Cetinje, tam tudi ni miru, menda že od novega leta dalje. Ja, to je bilo, vemo, streljanje 1. januarja, ne, ko je človek z nelegalnim orožjem, ki je imel že prej nelegalno orožje, ki so ga obravnavali zaradi nasilnega vedenja, umoril 13 ljudi in v bistvu zdaj imamo ves čas od takrat proteste tudi v Črni Gori, tam je študentska skupina Kamo Šutra, torej kam jutri, ampak tako zanimivo ime.
Skratka, organizira te proteste tudi zaradi tega, ker je bilo v tem istem mestu v Cetinju že pred 2 letoma in pol podoben strelski pohod 10 življenj in zdaj zahtevajo v bistvu spremembe, torej hitre spremembe, med drugim, da se demilitarizira ta družba, torej da se odvzame, da se res strogo gre proti orožju, ki ni prijavljeno, da se opravljajo psihološki testi, preden se komu da orožni list, reforma policije, povratek državljanske vzgoje kot obveznega predmeta v šole, boljšo skrb za duševno zdravje, skratka kup stvari, čeprav je vlada nekaj od tega napovedala, ne, pa pravijo, da vse skupaj poteka prepočasi, tako da tam ves čas potekajo protesti in niso več omejeni samo na Podgorico, kjer so se sprva začeli, ampak zdaj v bistvu potekajo po celotni državi, recimo danes bo spet blokada ceste Podgorica-Dedinje, Danilovgrad se bo danes prvič priključil, tako da bo zaprta tudi cesta med Podgorico in Nikšičem, jutri bo spet en večji protest v Podgorici pred Ministrstvom za notranje zadeve, pa pred vlado, tako da ja, ni samo, recimo imamo tudi v Makedoniji, Severni Makedoniji proteste tam zaradi prometne varnosti, ker gre za en konkreten primer, ko so dekle zbili na prehodu za pešce in ni bilo reakcije in zdaj pač zahtevajo tudi tam odgovornost. Tako da marsikje se dogaja po Balkanu še vedno in ni ta videz, da so samo protesti, ni, recimo, če omenim, ne, celo moje področje, imamo Romunijo, kjer čakamo, kaj bo zdaj s temi volitvami, ki so bile razveljavljene predsedniške, še vedno se veliko dogaja. Pa ko so, ampak Kamo Šutra praviš, lepo, da so vsaj domiselni Črnogorci, da celo v Cjajano so uporabili znanega Indica. Vsi študenti v bistvu, ne, tudi v Srbiji so skrajno domiselni, skrajno tudi duhoviti, pa predvsem zelo, zelo dobro organizirani, ne. Tam tudi novinarji nič ne pisnemo, ne. Tam, kjer se ne sme hoditi, ko se začne tišina 11:52, takrat se gre na cesto, ko se tišina 15-minutna konča, se gre tako iz ceste, zato da se promet sprosti, zdaj tudi sodelovanje s policisti, tako da vse skupaj drugače zgleda, seveda potem, ko je bila vrsta incidentov, ko je bilo vrsta poškodovanih protestnikov, tako da moram reči, no, da so to precej drugačni protesti, kot so bili pa mnogi pred njimi v Srbiji, recimo, in v Črni Gori. No, če še malo manj domiselne, ne, bom rekel, eventualne proteste obdelava, praviš, da utegne biti kmalu veselo tudi v Bosni oziroma tamkajšnji Republiki Srpski, pri še enem prijatelju našega prestolničnega župana Jankovića, ne, pri Miloradu Dodiku se zapleta. Menda mu grozi zaporna kazen, saj vemo, poznamo tisto okružni sudja rekel 12 godina, ne. Pa ima res tako hude obtožbe? Ja, no zdaj kot predsednik republike, ne, Dodik pa skupaj je obtožen z njim še Miloš Ljukić, on je pa nekdanji vršilec dolžnosti uradnega lista, te entitete sta v bistvu obtožena naklepnega nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti, to je trenutno Christian Schmidt, ki ga Dodik sicer ne priznava, ker pravi, da je bil nelegitimno imenovan. Ona dva sta podpisala oziroma objavila 2 zakona entitete Republike Srpske, ne, čeprav je Schmidt predtem že razglasil za neustavna, in zdaj tožilstvo pač pravi, da je šlo za namerno kršenje vsega skupaj in da smo tega pri Dodiku že navajeni in zahtevajo 5-letno zaporno kazen in pa predvsem 10 let prepovedi opravljanja politične funkcije za Dodika, ne. Zdaj lahko si predstavljamo, kaj bi se zgodilo v primeru, da se to res zgodi, že zdaj se napovedujejo neki protesti. Protesti, poleg tega, da bodo pa potem iz entitete Republike Srpske izstopili iz vseh skupnih institucij in da se zelo hitro lahko spet začnemo pogovarjati o kakšnih referendumih o odcepitvi Republike Srpske. Tako da tam zna biti kar napeto. V sredo je predvidena sodba, no, bomo videli, kako se bo razpletlo. Zdaj Dodik pač pravi, da je ta celoten proces političen, da v bistvu ščitijo nekega tujca, ki ni imenovan legitimno, namesto da bi ščitili ustavo Bosne in Hercegovine. Bil je dolg proces, 1 leto in seveda v slogu Dodika, ne, nikoli dolgočasen. Kot že rečeno, no, pa imamo potem ta
ta problem pač te razdelitve Bosne in Hercegovine, tako da bošnjaška stran pričakuje, da bo obsojen zaradi tega, ker je že v preteklosti podobne stvari delal, med drugim recimo ne priznavajo ustavnega sodišča Bosne in Hercegovine, zdaj on napoveduje, da bo prepovedal delo tožilstvu Bosne in Hercegovine v Republiki Srpski, ampak no, kot že rečeno, ta skrajna stvar bi bila potem spet nek predlog o odcepitvi, ima pa seveda podporo srbskega predsednika Aleksandra Vučića, med drugim tudi madžarskega premierja Viktorja Orbana, češ da naj že nehajo, ne. Po drugi strani imamo pa sankcije ZDA in Velike Britanije v bistvu proti Dodiku, njegovi družini in pa v bistvu bolj kot ne kompletnem političnem vodstvu Republike Srpske, ker naj bi spodkopavali Daytonski sporazum in ker naj bi pač težave delali na različnih področjih, tako da rečem, pa tudi korupcijo mu očitajo vrsta stvari. No. Zaradi tega so te sankcije v bistvu vedno večje. On zdaj zelo računa na Donalda Trumpa, ne, ampak tudi v času Donalda Trumpa prejšnjega mandata so bile nove sankcije proti njemu, tako da bomo videli, kaj bo ta nova ameriška administracija prinesla in če bo res kaj od teh upov, ki jih imajo in v Srbiji in v Republiki Srpski se izpolnilo. Pač svojim, ne. Samo še na kratko, če omeniva, ker da ne bo samo pri protestih. Menda je ena uvožena stvar po vsem Balkanu se razširila, namreč ti hrvaški trgovinski bojkoti, ne, so tudi povsod tam okrog tebe. Ja, povsod so. Tako da vse republike nekdanje Jugoslavije, Romunija, Bolgarija, vsi so se temu pridružili, recimo tukaj v Srbiji imamo danes še neko novo idejo, ne, da se za en dan bojkotirajo bencinske črpalke, zaradi tega, ker je bencin tukaj v bistvu ne glede na to, da je Srbija znana prijateljica Rusije, da ni uvedla sankcij, je tukaj ogromna cena, v bistvu najvišja v regiji, ne, zdaj so šli celo računati, da en Slovenec za povprečno plačo lahko kupi 950 litrov dizla, jaz nisem šel to preverjati, da Srbi pa samo v bistvu nekaj manj kot 500 litrov, ne, in da je trenutna cena bencina dražja dizla samo na Islandiji, v Švici, Danski in pa na Norveškem v primerjavi s Srbijo. Potem imamo pa seveda te velike trgovske verige, predvsem velike trgovske verige, no, ki so res zasolile cene zadnji 2 leti, moram reči, da gre to res vse v nebo. In potem imamo kakšne zelo konkretne primere, recimo ena zelo znana čokolada, 300 gramska, ne, je tukaj zdaj cena prišla že skoraj do 9 evrov, ne, čeprav jo pa lahko isti Srbi kupijo na tržnicah, to še vedno zelo radi počnejo, ne, kjer jih vozijo ne vem kako, ampak za 3 evre recimo, ne, po Evropi je pa ta cena še bistveno nižja, no, ponekod recimo dobiš za 3 evre 2 ali 3, ne, te čokolade. Zdaj oni pravijo, da je vse skupaj uspešno, no, da je recimo 5 največjih trgovskih verig v Srbiji v enem dnevu ostalo brez 4,5 milijonov evrov prihodkov, ampak pozna se, no, ampak se pozna tako, da imamo zdaj ogromno nekih akcijskih cen, označenih rumeno in rdečo, in zdaj ta združenja opozarjajo, da to ne pomeni, da je stvar ugodna, ne, da to gre tudi za nek psihološki moment, da ljudje pač potem kupijo. Tukaj moram reči, primerjam Slovenijo, no, je bolj kot ne vse dražje zdaj, razen recimo pralnega praška. Važno, da kupci nasedajo, se to je pa pravilo pri vseh trgovcih, kar zadeva 300 gramsko čokolado, Boštjan, jim pa povej tam sosedom, da je tudi v Sloveniji z 2,99 evra poskočilo na 5,69, če se ne motim, da sem zadnjič videl to ceno. Mene še nekaj, da bo lepše zaključila, zanima, če ti slučajno razpoznaš tole, če kaj slišiš zdajle, tole poznaš? Seveda, kaj v zvezi s protesti? Novi moto teh srbskih protestov smo obudili, ne, te čase, čisto po naključju, ker je pač se naredil en spot, ki spet moram reči zelo dobro delajo te študenti fakultet in Pumpaj, ne, to je zdaj najbolj znani slogan tukaj v Srbiji. Razumemite množico bi prevedli po materinsko, ne, če že danes dan materinščine. Pump up the jam, razumemite množico. Midva so se tudi razumela, Boštjan, hvala ti za tole oglašanje. Lepo se imej, mi pa bomo prisluhnili še temne Technotronicsom iz Belgije, prihajajo od leta 1989, poznamo tale komad Pump up the jam.